Že tukaj Valentin. Danes bom govoril o bipolarni motnji. Bipolarna motnja je opisana kot psihološka motnja, ko neka oseba enkrat doživlja neke dobre občutke zadovoljstva, sreče, nato pa čez nekaj časa pade v stanje depresije, žalosti. No, ta motnja v bistvu ni nič kaj nenavadnega oziroma kaj posebnega, kajti praktično vsi ljudje imamo več ali manj ta primer bipolarne motnje. Namreč deluje po tem principu, da nas stalno drži v nekih konfliktnih miselnih prepričanjih, zato da z tem trenjem ustvarjamo energije notranjih čustvenih konfliktov, ki jih uporabi za svoj obstoj in ki so se v preteklosti tudi kanalizirale za napajanje nebesnih prostranstev z energijo. Vsi smo torej notranje čustveno labilni, kajti vsaka misel, ki se pojavi v umu, vsaka misel, kot je nek glas v glavi, je že znak, da smo porušili našo notranjo stabilnost, da nam je nekaj vzelo pozornost stran od zavedanja tega trenutka. In seveda nam periodično proizvaja tako slabe kot dobre misli, tako pozitivne kot negativne misli, zato da bi nas čim bolj aktivno držal v tej bipolarni motnji. Nobeno čustvo sreče, zadovoljstva, ljubezni, radosti ne more dolgo časa trajati, ker energija potrebuje za svoj obstoj črpanje življenjske sile iz fizičnega telesa in zato mora biti glede tega zmeren, da do konca ne izpije življenjsko silo iz fizičnega telesa. Zato enkrat sproži kakšno pozitivno misel, da povzroči dobre občutke, dobra čustva, potem pa spet kakšno negativno misel, da sproži še kakšne negativne občutke in misli. Na ta način nas drži stalno v tej bipolarni motnji, nas moti z mislimi, z čustvi, da se ne zavedamo realnosti v tem trenutku. Da se izognemo tem motnjam uma, je priporočljivo biti pazljiv, stalno pozoren na proizvodnjo misli in čustev, da potem, ko opazimo te misli, da damo pozornost nazaj na dihanje, da se vrnemo nazaj v fizično telo, v to univerzalno materialno realnost in da zopet lahko po zdravi pameti živimo praktično življenje v skladu z principom enosti in enakovrednosti vseh živih bitij. Bipolarna motnja ni torej nič kaj posebnega, vsi smo moteni, umsko moteni, ker nas neprestano moti. Je bil ustvarjen z namenom, da nas stalno moti, da nas zavaja, da nas drži v stanju suženjstva, da nam pije energijo in da nas uničuje. Čas je torej, da rečemo stop, da se ne pustimo več motiti. To zahteva našo pozornost, našo vztrajnost, našo voljo, ampak
Prej, ko stopimo na to pot osvobajanja od uma, lažje življenje postane, bolj postanemo notranje stabilni, nismo več čustveno labilni, nismo več čustveni energetski roboti ali zombiji, ampak postanemo eno z fizičnim telesom, ki je življenje. Začnemo povečevati svoje zavedanje realnosti v tem trenutku in se tudi potem lahko začnemo odgovorno obnašati. Za pomoč pri osvobajanju od uma vam priporočam začetni uvodni brezplačni tečaj DIP Light. Povezavo do njega pa najdete v opisu tega videoposnetka. Hvala lepa za posluh in nasvidenje.